Ja, problem ministrstev za šolstvo, visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, oziroma teh resorjev, ki jih je enkrat združevalo, enkrat pa ne, skupno ministrstvo, ločeni ministrstvi samo za šolstvo, potem samo za visoko šolstvo in znanost, potem za tehnologijo in znanost, je bilo v preteklih, rečemo 20 letih, kolikor pač tudi naša država obstoja, zelo različno vodeno in zelo različno obravnavano, in šele po letu 2000 je prišlo do tega, da bi se združilo šolstvo z visokim šolstvom, z znanostjo in potem še s tehnologijo, kar je bilo zelo veliko, mega ministrstvo. Je pa seveda to nesmiselno, posebno zaradi tega, ker se mi zdi, da so področja tako različna, da težko en sam minister, pa tudi če bi imel še tako dobre eksperte na posameznih direktoratih, to lahko dobro koordinira. Prav gotovo je, da tudi minister, ki pride na tako področje, prihaja iz različnih sfer, je to lahko šola, je to lahko visoka šola, je to lahko znanost, lahko je čisti tehnolog, in potem tudi hote ali ne hote zapelje politiko delovanja ministrstva v sfero, ki jo bolje pozna. Zato so potem druge sfere prikrajšane. In verjamem, da tudi, če bi bil minister tega mega ministrstva čisti tehnolog, bi šolstvo utrpelo škodo. Tako da vsaka sfera, šolstvo je pomembno, znanost in tehnologija sta pomembna, vendar jih je treba obravnavati ločeno, vendar pa seveda v dogovoru med resorji, kakor tudi v dogovoru z drugimi resorji. To je pa seveda stvar vlade, te celotne koordinacije. No, slikovito ponazarjate siromašenje raziskovalnega dela in pravite, da se je zniževanje vlaganj v znanost in tehnologijo tako rekoč uničevalo kar desetletja dolgo delo in skrb za znanstveni razvoj, kar je tudi uničevalo nabor najbolj mladih, sposobnih, perspektivnih znanstvenikov. So se razmere res tako poslabšale? Ste znanstveniki na to premalo opozarjali? Ja, zdaj seveda spet gremo lahko malo dalj v zgodovino pogledati, glede na moje izkušnje dolgoletne. Bi rekla, da poznam tudi znanost, kakršna je bila pred letom 90, ko se je postala Slovenija samostojna. In takrat, jaz osebno sem delovala na Inštitutu Jožef Stefan, je bila tudi raziskovalna skupnost, so se velika sredstva vlagala v razvoj, posebno v tehnološki razvoj, znanstveni razvoj. Takrat so nastajali inštituti, se dobro financirali, stabilno financirali strani države, so nastajale tudi univerze, novi oddelki, in je imela znanost bila pomemben faktor v družbi. In mislim, da so tisti ministri, če se spomnim celo ministra za znanost, dr. Borisa Frljeca, takrat se mi zdi, da smo znanstveniki imeli stabilno financiranje in dovolj veliko svobodo raziskovanja in tudi sredstev za to, relativno v tistem času. Z letom 1991 se je pa sistem spremenil. Dobili smo druge vrednote, med katerimi bi znanost in tehnologija in prenos tehnologij in seveda znanje moralo obdržati tak pomen, kakršnega je imel v družbi prej. Žal pa je po letu 1991 privatizacija in vse te družbene spremembe, o katerih ne bi govorila, ki jih vsi poznamo, privedle do tega, da se je dejansko znanje začelo marginalizirati in postalo v letu okrog 2000, torej je prišlo to financiranje znanosti, torej delež, ki ga je dobil iz proračunske pogače, vedno manjši, in tudi v družbi vedno manj pomembna komponenta družbe je postala pač znanost. In še celo kultura se je bolje uveljavljala tako med ljudmi kot med politiki, in to vidimo še danes. Promocija kulture je še vedno večja in ljudje jo jemljajo za svojo. Znanost pa nikoli pravzaprav niso jemali tako za svojo in ni imela takega pomena v družbi. In seveda gre vse paralelno s financiranjem. Financiranje je padalo od leta 1990 do 2000, ali pa stagniralo, rečemo, ne. Potem je pa spet nekoliko naraslo od leta 2000 do 2004, potem je pa spet padalo, posebno, torej stagniralo, padalo v času
vlade Janeza Janše, ne bom rekla, da je to politično, ampak rečem samo obdobje, ne bom govorila, da je to politično, ampak da je to pač bilo obdobje, ko je bilo govora o tem, da je treba najprej ekonomski razvoj nekako uravnotežiti oziroma pospešiti, znanost pa pri tem ni pomembna. Razumevanje prispevka znanosti v družbi je bilo slabo, zaradi tega tudi manj sredstev. Potem je pa počasi prišlo do tega, da smo videli, da enostavno pozivali smo, apele smo pisali politikom, katerikoli so pač že bili na vladi. Prišli smo že pod zelo kritično mejo, to je bilo leta 2006-2007, potem se je pa za časa ministrovanja ministra Golobiča je pa bilo spoznano, da je to kritično, da je treba narediti razvojno inovacijsko strategijo Slovenije, da ta vključuje znanost in je bilo tudi znanosti dodeljeno 10% več denarja v enem samem letu. Ne? In takrat smo razdelali strategijo, razvojno inovacijsko strategijo Slovenije, ker naj bi se procent BDP-ja tudi še na 3% do leta 2020. In zdaj seveda tudi smo predvidevali večji vložek industrije, gospodarstva v to. In do tega nikakor ni prišlo posebno v letu 2000, ko je vlada ko je bil minister Golobič padla in je potem prišla spet vlada, ki je menila, da temu ni tako in je v hipu za 30% odrezala sredstva in smo prišli spet na leto 2006. No, tako da, in tudi seveda ni pospeševala določenih orodij, ki naj znanost dvigujejo. In mislim, da so bila ta nihanja zelo usodna za produktivnost, za selekcijo najbolj konkurenčnih in najboljših, ki so ob takih nihanjih težijo k temu, da pustijo nestabilno sfero in odhajajo v tujino. Beg možganov je bil vedno, o njem smo bili tiho, nismo govorili o njih, pač pa poznamo vsaj z moje generacije kar precej Slovencev, ki živijo in delajo v tujini in izhajajo iz pač naših logov, so moji kolegi. Tako da jaz bi zaključila, da smo res zdaj prišli spet na zelo nizek nivo, ki nam konkurenčnost našega delovanja pač znižuje do te ravni, da tudi v Evropi ne bomo več tako konkurenčni, kot smo že bili. No, tako kot ste rekli, so razmere v znanosti tesno povezane z gospodarstvom in znanost naj bi dajala nekako nova znanja, nov naboj, nove ideje o pešanem gospodarstvu, od katerega seveda vsi pričakujemo neko prosperiteto države, družbe in tako naprej. Kako ocenjujete danes, koliko je pri nas ta povezava jasno definirana in pa razumljena? Ja, tukaj je bil pa vedno problem. To je bil problem že desetletja, bi tako rekla, čeprav, če se ponovno vrnem v zgodovino pred samostojno Slovenijo in če vam konkretno povem moje izkušnje takrat v delovanju Inštituta Jožef Štefan, smo že takrat močno sodelovali z industrijo. Na Inštitutu Jožef Štefan je podpiral veliko industrij, da ne govorimo o nuklearki Krško, da ne govorimo o Žirovskem vrhu, da ne govorimo o Gorenju, da ne govorimo o firmah in Leku, Krki, v katere raziskave je bil Inštitut vpet, tako da bi si upala trditi, da so bili v letu 80-85, te 70, no, takrat sem počasi začelo, te povezave močne in vem, na Inštitutu Jožef Štefan sta bila dve veji raziskovalcev, eni so bili razvojniki, eni so bili čisti znanstveniki, temeljni tako rečem, bazične raziskave, ki so se razlikovali celo po plačah, kar je za danes nekako skoraj ni razumljeno in se nam zdi čudno, ampak dejansko so raziskovalci, ki so delali z industrijo, imeli višje plače in to upravičeno, ker so bili nekako, je bilo od njih pričakovati, da bodo dejansko podpirali tudi gospodarstvo in so ga. In to je bilo porušeno. Sistem je bil porušen. Na več, družbeni sistem se je spremenil. Vendar pa nismo vzpostavili tega ponovno, tega sodelovanja med gospodarstvom in znanostjo, pač pa se je ta prepad nekako večal in večal. Temu pa je kriva znanstvena politika, ki ali tega ni razumela,
ali tega ni hotela razumeti, ali je bila marginalizirana strani vlade ali pa predsednika vlade. Tako da mislim, da je potem to šlo po svoje, znanost se je želela razvijati po svoje in danes imamo seveda absurdno situacijo, ko doktori znanosti večinoma dejansko, kar nam učite tudi Evropa, ostajajo na univerzah in inštitutih, delajo večinoma temeljno znanost, preliva v gospodarstvo pa ni. Še ko je bilo gospodarstvo relativno močnejše, je bil ta preliv, recimo, je tekel nek potoček. Ne? Zdaj pa to usiha, ker tudi gospodarstvo usiha in si ne more več privoščiti razvoja svojega, marsikatera firma. Dobre firme še vedno, nekatere celo imajo svoj razvoj in tudi ne rabijo akademije zraven. Ampak upamo, da se bo to spremenilo na bodoče. No, zato se mi zdi zanimiva vaša misel oziroma izjava, da če se že znanost kot resor seli v tako imenovano mega ministrstvo, da bi bilo boljše, da se pa poveže z gospodarstvom. Kako to utemeljuje? Ja, ravno s tem, da je danes jasno, da države, ki vlagajo veliko v znanost, to so pa tiste, ki so bogatejše in bolj razvite, vlagajo več v znanost. In znanost znanstveniki se povezujejo z rastočim gospodarstvom, ker gospodarstvo rabi znanje in je ta krog, trikotnik, družba, akademija, univerze, inštituti in pa gospodarstvo povezan in prepleten. Družba prepoznava pomembnost, da se prepleta znanost in gospodarstvo in družba, se pravi politika, rečemo temu, z drugimi besedami, daje administrativne, infrastrukturne osnove, da je to možno. Pri nas pa, kakorkoli bi se že hoteli povezati, je često nam prav politika sama svojo zakonodajo, ki je često tudi v navzkrižju sama seboj, preprečuje, da bi se povezovali. Recimo ravno ta zakon o privatnem oziroma zasebnem javnem partnerstvu. Ta zakon je luknast, ima polno pasti, tako da nevarno, da padeš na eni strani v past neke korupcije ali pa suma korupcije, po drugi strani ne dobijo ne gospodarstveniki, ne znanstveniki potrebne nagrade za svoje sodelovanje in ni to nikjer pač nagrajeno, razen morda v dobrih produktih. Skratka, ta trikotnik ne deluje dobro. In države, ki imajo velik BDP, seveda tudi več ustvarjajo in dajo več za znanost. In tako je znanost lahko boljša in boljša. Pri nas pa je oslabelo gospodarstvo. Politika ni skrbela za ta trikotnik in ni ustvarila pogojev ekonomskih, administrativnih, infrastrukturnih. In znanost je obvisela nekje na repu in je res postala marginalna. Tudi gospodarstvo nam stalno očita, zakaj delamo svoje raziskave, zakaj ne delamo njihovih, vendar pa nam sama politika in regulacija, kako smo ocenjevani in kako ne delujemo, to preprečuje, nam ne omogoča, nas ne nagrajuje. In te krogi so nekako pretrgani. Mi se trudimo, da jih vzpostavljamo z raznimi možnimi načini, z ustanavljanjem agencij, na primer. Že poglejte ta fenomen, ne, da torej imamo dve agenciji, ena za razvoj tehnologij, ena za znanost. In to je, torej za znanost še nekako deluje, za tehnologije pa ne, posebno ne od takrat, ko je bil ta tehnologija predstavljena k gospodarstvu. Takrat se je pa dokončno pretrgala ta infrastrukturna, torej neka politična osnova, da mi dobro sodelujemo. Ker se je politika odločila, da bo ločila znanost od tehnologije. Ga dala na en resor in politiko na drug resor. Ne bi bilo nič hudega, če bi se v vladi te ministri med seboj znali pogovarjati, ampak da ne govorimo o strankarskih razprtijah, tega pa še o čem drugim, pa osebnih, pa ne vem čem, teh medsebojnih sporazumov, razumevanj en drugega ni. In samo znanstveniki in gospodarstveniki spodaj jih razumemo, vendar se kregamo ali pa prepiramo okrog tega, kdo je kriv, da se ne povezujemo. Ali smo mi sami, ali kdo, ali kje so krivci. In situacija je res slaba, tako da zdaj produciramo doktorje znanosti, ki pa odhajajo v tujino, pravičeni, ker zdaj gospodarstvo jih ne potrebuje, jih ne more uporabiti, jih noče uporabiti in potem seveda krivijo znanstvenike, da se ne znajo prilagajati gospodarstvu. Ne.
In to slišim še danes, da proizvajamo mi na univerzah in inštitutih slabe raziskovalce. Pa ni res. So odlični po svoji znanju. Vendar se ne vpenjajo v gospodarstvo. Zakaj je pa drugo vprašanje? No, čeprav ste pa kritični do kvalitete znanosti na Slovenskem. No in visoko priznanje sicer dajete nekaterim skupinam, v povprečju pa pravite, da naj bi slovenske raziskave segale nekako v 3. ali 4. ligo. No in ravno to mislim, da zahteva nekoliko več pojasnil. Ja, to je mogoče tudi malo provokativna izjava. In jaz sem izpostavila, da imamo nekatere odlične skupine. So na določenih področjih, ki so imela močne, tudi akademsko močne osebnosti, okrog katerih jedra, okrog katerih se je potem razvila vsa stroka. Ne bom imenovala ljudi, ampak so tako na naravoslovju kot tudi na družboslovju, vendar pa v povprečju, v nekaterih vedah je pa to na izredno šibkem, slabem nivoju. In tudi ne bi želela kritizirati ne družboslovja, ne humanistike, ampak mislim, da v naši znanosti naravoslovje, tehnika je bila vedno tudi bolj podpirana in je bolj odlična. Druge vede, nekatere vede se niso razvijale, ali pa so samo špice, ki so svetovno priznane, 2-3 raziskovalci, ne pa recimo cel oddelek ali pa cela fakulteta. Tako da velike razlike so. Te razlike bi mogla politika ARRS nekako poskušati zabrisati oziroma izenačiti za raziskovalno dejavnost. Ta strategija bi mogla biti in tudi Agencija za raziskovalno dejavnost bi mogla tudi vzpostaviti po drugi strani mehanizme povezovanja z gospodarstvom in seveda potem bi se ti krogi in nekako povezali in znanstveniki bi lahko dosegali boljše rezultate, ampak ključno pri tem pa je financiranje. Če ti nimaš dovolj denarja, če ne polniš te malhe, če ne polniš te blagajne, tudi kakršnikoli ukrepi ne dajo dovolj dobrih rezultatov oziroma sploh nobenih. Brez financiranja, o katerem sem pa že govorila, brez tega, da bi družba dala pomen znanosti in jo tudi financirala, dobre znanosti ni. In zaradi tega govorim, da v povprečju smo res 3., 4. liga, posebno z vlaganjem v znanost. Seveda so statistike, ki govorijo, da je to danes že 2,8 ali pa 2,5%. Jaz trdim, da te statistike niso realne, da bazirajo na nekaterih predpostavkah, ki niso realne in da samo podatek, da je samo še 4% projektov financiranih, rečemo, od recimo 1000 prijav, je teh prijav 40, 30, ki so financirane. Kaj pa dela vseh ostalih 95% znanstvenikov, kako ne preživi, kako ne dobro dela. In še tisti, ki so financirani, dobijo relativno omejena sredstva. Kajti sredstva ne smeš meriti v relativnem procentu bruto domačega proizvoda. Če je ta proizvod nizek, bo to tudi zelo malo denarja. In mi smo prišli na to, da je naš BDP zelo nizek. In zaradi tega je tudi če damo večji procent, bo to še vedno absolutno vzeto malo denarja. Raziskava recimo na področju biotehnologije ali pa biologije, medicine, v katerem delam jaz, stane pač toliko pa toliko. En članek v Nature stane lahko 1 milijon evrov. Se dela 5 let ali še več s sodelovanjem in tako naprej. In do takih člankov mi zelo težko pridemo. Članki, znanost stane. Znanost je tehnologija, znanost stane denar. Absolutno v evrih in ne v procentih BDP-ja. Če je ta nizek, potem imamo tudi lahko 10% BDP-ja za znanost, pa to še nič ne pomeni. In s tem se ni zahvaliti. Vse, kar ste rekli, te težave, čutite zelo na področju znanosti, raziskovanja in tako naprej. In kot primer navajate nedodelanost dokumenta o tako imenovani pametni specializaciji. Lahko pojasnite, zakaj je šlo ali gre? Ja, ravno na današnji prvi seji novega sveta za znanost in tehnologijo, torej sveta v novi sestavi,
je bila pravzaprav zdaj obravnavana nova verzija te pametne specializacije, oziroma smart specialization, so kritizirali tudi slovenski prevod pametna, ampak pustimo to ob strani. Gre za nov koncept dokumenta, tako da so bile kritike, tudi skepse, moje skepse na prejšnji dokument zelo upravičene. V bistvu, kaj pa pomeni pametna specializacija? Veste kaj, to je neka laično. evropska latovščina, ki si je izmislila izraz smart specialization. V bistvu pa to pomeni strategija razvoja neke države, predvsem na področju vlaganj v tehnologije, tehnologije z višjo dodano vrednostjo in pa tehnologije, ki bodo podpirale gospodarstvo in na katerem ima določena država že določeno osnovo. Treba je torej poiskati ravno povezavo med gospodarsko močjo na določenih področjih, ki jih ima določena država, in nadgradnjo z visokimi tehnologijami, kamor naj usmerjajo svojo znanost. In tega v Sloveniji ni bilo, glede na vse to, kar sem povedala prej, tudi ni moglo biti, ker ni bilo povezave med znanostjo in tehnologijo, to se pravi znanostjo in gospodarstvom. Ker je bilo v različnih resorjih in podcenjevano tako v smislu družbenega ugleda, kakor tudi v smislu financiranja. In zato je treba zdaj si izmisliti to, torej postaviti zidake. Spet začenjamo pravzaprav, kot smo videli danes, čist na novi osnovi, ki pa mislim, koncept, ki ga je danes pripravila ta skupina za razvoj Slovenije oziroma razvoj sodelovanja z EU, to je nova skupina v vladi, da je ta koncept dober. Večina ljudi, ki so bili prisotni, torej članov Sveta za znanost in tehnologijo, se je strinjalo, s tem seveda pa so bile tudi kritike letele na izdelavo in pa predvsem na to, ali bo ta strategija res lahko življenjska in da mora imeti dober načrt implementacije. Tak načrt implementacije te strategije, pametne specializacije rečemo, ali pa po domače povedan, kam gremo, kje se bomo razvijali, kje bo Slovenija lahko prosperirala, kje bo naša gospodarska rast in družbena rast rasla. Ta strategija mora biti osnovana na konkretnih ukrepih, kaj bomo pa zdaj naredili. Korak 1, korak 2, korak 3, to je treba narediti čisto, bom rekla, po domače in po gospodinjsko, kar pa naj urejajo drugi dokumenti, ki bodo tej specializaciji podrejeni. Strategiji podrejeni, kot je na primer razvojno-inovacijska strategija Slovenije, ki smo jo pa že pripravili. Govorim tudi o operativnem programu države, ki je bil vlade, ki je bil spet narejen posebej, skratka fragmentirane dokumente imamo. In zdaj je treba spraviti pod eno kapo. In se moramo vlada, ki pride, in upam, da bo prišla dovolj pametna, da bo znala to vrednotiti in da bo znala usmeriti te dokumente. Naš svet bo potem skrbel za to, da bo ta povezava med znanostjo in tehnologijo, da bo pripravil primerne dokumente, kot so zakoni in razvojno-inovacijsko strategijo, ki pa bo podrejena krovni. Ne? Mi ne smemo nekaj čist delati na strehi, ampak torej krovni oziroma bolje rečeno bazičnemu dokumentu, ki je osnovna usmeritev, pametna specializacija, strategija države. Operativni program, kaj bo država delala, kaj bodo posamezna ministrstva delala in potem to mi nadgradimo z znanostjo in povezavo znanost tehnologija. Tukaj jaz vidim, da so kocke lahko sestavijo kot Rubikonova kocka v neko enoto, celoto, če bodo seveda igralci pravi. Zanimivo še nekaj. Ob vsem opozarjate tudi na posledično nevarnost, kaj se utegne zgoditi s prijavami na evropske raziskovalne razpise, kjer vedno hujša in vedno ostrejša konkurenca prihaja. Ne? In če se utegne stanje v raziskovanju vedno bolj poslabševati, kmalu več ne bomo kos tem zahtevam. To je pa resno opozorilo. To je resno opozorilo in poglejte, tudi v Evropi, v evropskih projektih, evropski denar financira določene raziskave, vendar pa je treba vedeti, da raziskave, ki jih financira Evropa, na katere se mi prijavljamo kot evropski
evropske projekte, to se pravi 6., 7. okvirni program, zdaj 8. okvirni program, ki se imenuje Obzorje 2020. Ta denar, ki je temu namenjen, je pravzaprav predstavlja samo 3% celotnega denarja, ki je v Evropi namenjen raziskavam. Ostali denar so nacionalni projekti. In seveda nacionalni projekti, kot recimo projekti, ki jih daje Anglija, ki jih daje Francija, ki jih daje skandinavske države. In te nacionalni projekti so močni. Če Slovenija kot država ne bo nacionalnim projektom dajala denarja in nas bo pošiljala v Evropo po denar, je konec. Ker ta denar pa vzamejo, seveda najboljši, konkurenčno se povečuje, če daje Nemčija vedno več za raziskave, Avstrija več za raziskave, skandinavske države več za raziskave, bodo te raziskave boljše, zato bodo bolj konkurenčni. Boljše bodo pa zato, ker imajo doma močno osnovo, močno kader infrastrukturo in predvsem pa kader, ki tam ostaja in ki ga je dovolj in se razvija. Mi pa ne moramo, kot rečeno, če določene skupine ne dobijo več denarja, bodo prenehali obstajati ali pa bodo životarile, kar je še hujša politika, da se razdeli ta denar na majhne denarce in potem vsak neki majhnega dela, kar se zdaj dogaja. Ne? Skratka, treba je vzdrževati eno znanstveno sfero, ampak ker ni denarja, jo životari. In životari tako, da niža svojo kvaliteto in s to bo pa še manj konkurenčna v Evropi. In ne bo mogla tudi imeti dostopa do tistih 3%. In tudi tam je konkurenčnost, kot smo danes slišali v izvajanju magistra Volaska z ministrstva, ki pokriva mednarodno povezovanje oziroma evropsko sceno. Tudi tam je uspeh na teh projektih se iz 10%, okrog 10%, od 20 se znižuje na 10, se znižuje na 4, odvisno od področja. Najbolj odlični projekti, odlična znanost se pravzaprav financira iz ERC, to je European Research Council, to se pravi znanstveni svet, kjer pa Slovenci, če smo dobili 2 projekta do zdaj v vseh teh letih, kar pomeni, da naša znanost ni dobra, res ni odlična. In če zmanjšujemo denar, bo še slabša in mi ne bomo imeli več dostopa do evropskih sredstev. Danes je bilo predstavljeno, koliko je veliko prijav. S tem se ministrstvo seveda hvali, krasni smo, se prijavljamo, vendar pa ni bilo podatka, koliko smo pa pri tem uspešni. In se bojim, da bomo zmeraj manj uspešni. Prijavljamo se, uspešni pa ne bomo. In potem lahko zapremo tudi doma, ampak do tega absolutno ne sme priti. In bomo naredili vse možne apele, tudi Svet za znanost in tehnologijo, pa ostali raziskovalci, da bomo lahko prepričali vlado, da mora v ta resor vložiti več denarja. Ker če se tukaj na znanju štedi, če se na znanju misli, da bojo kaj privarčevali, pa da bodo ministrstva združevali na račun plač par administratorjev, je to neumnost, če na teh mestih ne bodo dobri ljudje, ki bodo vedeli, kaj narediti in kako pravzaprav doseči, da bo vlada dala več denarja za znanost. Tudi stvar ministrstev, dobrih ministrov, stvar dobre podpore, ki imajo ministrstvo. Skratka, ministrstvo mora biti vidno, glasno in dobro argumentirati, da se bo vlada kot celota odločila, da je ta resor pomemben za njen obstoj. In to ne samo enega ministrstva, ampak več njih. Ja, za obstoj države. Če pravijo, da je kultura neka, kako temu rečejo, omogoča obstoj naroda, da je kultura narodotvorna, je znanost še toliko bolj, po mojem mnenju. Zavedati se moramo, da moramo imeti lastno znanje, lastno tehnologijo, da moramo razumeti. Če ne smo takoj sužnji tehnologije, od Kitajcev do Američanov, predvsem pa Nemcev, in nas bojo vsi pokupili in bomo postali samo še poceni delovna sila in ne bomo imeli nobene besede več, niti kot narodne. Ste pa sicer uspešna direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo in zadnja leta se usmerjate na tuje trge in to predvsem na trge zunaj Evrope. Kakšni so razlogi?
Ja, se pa bojim nekaj, da se tudi Slovenija kot taka preveč naslanja na Evropo. Seveda smo del Evrope, ne? In z Evropo največ trgujemo, z Evropo največ sodelujemo, vendar pa nam je Evropa tudi najbolj konkurenčna. In mislim, da so drugi trgi, drugi viri. Treba je pogledati, kje so drugi viri. Že Evropa sama napram globalno pravi, da slabi v svoji ekonomiji, v svojem pomenu in tako naprej. Dvigujejo se močni vzhodni bloki, da govorimo o kitajskih, korejskih tigrih. Govorimo tudi o Kanadi, govorimo o ZDA in ne nazadnje o Braziliji, kjer so sredstva pravzaprav tudi v primerjavi z ZDA relativno največja na kapacitete, ki jih imajo. To se pravi, oni imajo zelo velik procent dajo za razvoj znanosti, kjer pa vabijo tuje strokovnjake, da jim pomagajo, kajti Brazilija ima problem v tem, da je relativno malo izobraženega prebivalstva. Na 200 milijonov, kolikor jih je mogoče, če ne vem, 1% pa še manj, izobražencev, kar je precej nizka številka, čeprav absolutno vzeto še kar nekaj, ampak vendar ne zadost. To vedo, zato da dodatna sredstva vlagajo na to, da izobražujejo svoje mlade, da jih pošiljajo ven. Ne želijo jih pošiljati toliko v ZDA, političnih razlogov, predvsem pa druge dežele in zaradi nekih civilizacijskih, zgodovinskih okvirov jih pošilja Brazilija, predvsem Evropo. In tukaj imamo res vir dobrih mladih ljudi, ki so plačani za to, da delajo, pa tudi naši raziskovalci lahko tam najdejo svoje projekte. Primer je bilateralno sodelovanje, naprimer, jaz osebno imam tam povezave in vidim, kako to gre. Bilateralo plača naša država, vloži določen denar, recimo 5.000 evrov na leto za izmenjavo, za potovanje in tako naprej. Brazilski partner, brazilska stran dobi 50.000 evrov, tudi za izvajanje projekta. Skratka, mi, če delamo na tem skupnem projektu, kar naenkrat dobimo 50.000 evrov, da delamo skupen projekt, da imamo potem tudi dobre članke, da se lahko te rezultati tudi uporabijo na obeh straneh in tako naprej. Skratka, naš kapital se tam bogati. To ni z drugimi državami tako, recimo z Evropo tudi ne. Redkih, so nekateri taki razpisi, ampak ne veliki. Skratka, naš mednarodni trg ni več Evropa. To nam je postal konkurenčni domači trg. Naš mednarodni trg so druge države, kjer lahko svoje znanje, kjer ga pač imamo, seveda, ne, čeprav pravim, da je slabo, pa vendarle je, kot rečeno, na določenih področjih zelo dobro, tudi predvsem tehnoloških, tehničnih, naravoslovnih in tudi v medicini. Imamo špice, ki se lahko tam uveljavljajo. In to je treba, da država podpira, vendar pa ob varčevanju država še teh 5.000 evrov za sodelovanje nima več denarja. In recimo razpisi z Brazilijo zdaj že 2 leti niso objavljeni. Zaradi varčevanja, ampak tukaj se bojim, da je napačno razumljeno. No, treba pa je reči, da je to, kar počenjate in kar se usmerjate, dokaj ambiciozna in pa pohvalna poteza. Je pa res, da za gledanost domače okvire in tudi samo v evropske za znanost ni perspektiva, kot ste rekli, ne? Za znanost pač velja, da je globalna ali pa je ni. Tako. To ste najbrž vi tudi vedno bolj spoznali v odpiranju teh mednarodnih povezav. Prav gotovo, da je znanost globalna in nekateri da govorimo o slovenski znanosti, ni prav. Seveda, naša znanost mora biti globalna, če ne je ni. Objavljati moramo v zelo dobrih časopisih. In tukaj smo pa tudi zanemarili ta aspekt, morda tudi zaradi napačne politike, prejšnje politike, rečemo agencije ali pa kar je še bilo pred agencijo, skratka, v svojih povojih je agencija pač poudarila, da je treba več publicirati. In ljudje so začeli več publicirati. Ni bilo važno, kako, samo da je bilo več člankov. Kar naenkrat se v teh zadnjih statistikah, ki gledam iz leta 2012, najdemo v državi prvih 5 v Evropi po številu publikacij. Po številu citatov pa zadnji, kar pomeni, da smo dejansko začeli pisati članke, ki jih nihče ne bere. Ker je strašno slabo, saj smo ta denar, ki smo ga vložili v te raziskave,
porabili popolnoma neučinkovito. Če pa spremenimo merila, in agencija v zadnjem času je to videla, je začela merila vedno bolj zaostrovati, namreč še vedno pa smo bili vedno pod vtisom, da je treba, da imajo vsi vse, skratka neka egalitarnost, ki je pa v znanosti žal ni, tu je konkurenčnost, tukaj ne moramo pomagati, smo si konkurenčni, če nekdo ni dovolj dober, pač naj gre delati kaj drugega, naj poučuje, naj se najde kje druge svoje aktivnosti, vendar za znanost moramo samo odlične res podpirati. In zdaj se je ta trend začel dvigovati, da želi tudi agencija, da dobiš projekt, da imaš najboljše publikacije v najboljših revijah, globalnih revijah, ne slovenskih revijah in tudi slovenske so lahko dobre, to ne rečem, da ne smete me narobe razumeti, ali pa mogoče se nisem dobro izrazila, ampak treba je gledati k odličnosti in to je šele v zadnjih nekaj letih agencija spoznala in bo, upajmo, obrnila trend, da bojo res financirani najboljši. Seveda pa teh najboljših je zdaj postalo kar nekaj skupin in zdaj se tukaj gre, da najboljši pa ne smejo biti ena ali pa dve skupine v Sloveniji, ker ni več denarja. Tako da smo v precepu. Predvsem moramo, še enkrat poudarjam, treba je za znanost dati večji del denarja, proračunskega denarja. Potem pa seveda skrbeti, da se ta ne razprši po vsem mogočem, ampak da je tukaj neka strategija, ki se bo vezala na pametno specializacijo, rečemo temu, na strategijo Slovenije in na relevantnost v družbi, kar se seveda mora tudi, in seveda tudi na povezovanje z gospodarstvom. Taki projekti bi mogli biti sploh dvojno nagrajeni, če hočemo kam premakniti. In potem, glejte, raziskovalci gredo delati tisto, kjer je denar. In če so dobri, bodo to hitro pograbili in hitro kaj naredili z tega. Tako da jaz nisem pesimistična, ampak smo pa nekje res na tankem robu, ali se bomo zvrnili v eno ali drugo smer, kar pomeni za samo državo, avtonomnost države, temelji na lastnem razvoju, na lastni strategiji, na lastnem delu in gospodarstvu, ali pa v popolno odvisnost, bojim se, Zahodne Evrope, pa ne rečem, kjer je države, ampak tistim državam, ki vladajo evropski politiki. Boste ta stališča, to logiko inicirali tudi v Svet za znanost in tehnologijo, katerega predsednica ste? Absolutno. Jaz mislim, da se mnogo ljudi z menoj strinja, povedo to na tak ali drugačen način, ampak glede na to, da je to Svet za znanost in tehnologijo, bomo seveda stremeli k temu, da podpiramo inovacije. Želeli bomo tudi, da se naš glas sliši, da bodo prisotni novi ministri. Tudi osebno sem pripravljena jih obiskati, jih povabiti, jih nekako navdušiti, podučiti, no, to je treba zelo previdno pri ministrih, da bi tako gospodarski, znanstveni in tudi minister za finance, ta nam je manjkal, ta steber nam je manjkal do zdaj. Ministrstvo za finance so gledali, vsa druga ministrstva gledala kot nekega nadministrstvo, ki odreja vsem. Celo o predpisih, ki so bili včasih nemogoči za izvajanje, zato smo prišli v razkorak z enim ali drugim zakonom in nikamor nismo prišli naprej. Skratka je bilo veliko nerazumevanja na ministrstvih za finance. Zakaj? Ker je ministrstvo za finance, kjerkoli minister, ne bom rekla, gledal na znanost kot na nek strošek. To je pač strošek, to je neka okras, to je neka kulturna zadeva, to je neka mogoče samobitnost, ampak še ne. Šport je morda celo bolj pomemben, kakor to. Skratka, niso videli, da je znanost v bistvu doprinaša k razvoju in k gospodarstvu in k tem tudi k financam. Tukaj ga niso vključili v svoj tokokrog kroženja denarja. Ampak so ga smatrali kot strošek. Če ga bi smatrali kot vložek, kar danes Evropa dela, evropski dokumenti so nastavljeni na tak koncept financiranja znanosti in razvoja, torej kot vlaganje. In potem gleda na to drugače. Vlagajo tako v gospodarstvo kot v znanost, ampak to je vložek. In če bomo ministre prepričali v to in ministrstvo, potem bo tudi lažji dogovor med politiko, akademijo in gospodarstvom in potem se bo krog le začel vrteti spet. Ja. Ali pa celo
kot sem rekla, špirala navzgor, ne, ki zdaj gre malo navzdol v zadnjem času. Čeprav danes na današnji seji, kjer je bil prisoten tudi minister za gospodarstvo, Metod Dragonja, je dal neke pozitivne znake za popravljanje oziroma za rast v zadnjih enem letu. No. Tako da vsi nekako upamo, da ta trend ni začasen, ampak da bo in da bomo k temu trendu lahko tudi doprinesli. Ja, doktorica Tamara, hvala vam za ta res izčrpna pojasnila. Hvala tudi vam, da ste mi dali priložnost, da to povem.